Stara stanovanja pogosto skrivajo zanimive zgodbe. Včasih katero tudi izvemo, tako kot v naslednjem primeru. Morda ni čisto resnična, morda ji je vsak pripovedovalec dodal kakšno podrobnost, pa vendar, kadar je beseda o ljubezni ali strasti, vedno z zanimanjem prisluhnemo. Tole stanovanje v starem mestnem jedru Ljubljane ima menda zelo zanimivo zgodbo in jaz komaj čakam, da jo slišim. Sedanja lastnika sta stanovanje kupila kot delno prenovljenega, a je kljub temu doživelo temeljit lepotni poseg. Poglejmo. Petra, lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Torej, vi ste vodili prenovo tega stanovanja in če sem prav slišala, za njim stoji ena taka zanimiva, skoraj malce žgečkljiva zgodba. Ja, res je. To je pa taka anekdota, ko človek ne doživi vsak dan. In posebnost tega stanovanja je, da ob vstopu v stanovanje si zagledal kat sredi hodnika. Bivši lastnik je oboževal svojo ženo tako močno, da je želel ob samem vhodu, vstopu v stanovanje, jo zagledati golo sredi sobe oziroma v kadi. Wow, to pa je res taka zelo zanimiva zgodba. In torej, če jaz prav razumem, na mestu, kjer je zdaj kopalnica, je prej stala zgolj kat, brez sten. Ja, nikjer ni bilo nobene stene, zgolj kat in zelo lepo opremljena kopalnica v središču hodnika. Absolutno je bilo potrebno najti kompromis, kajti celoten hodnik je bil adaptiran, lepo. Tako smo se odločili, da najdemo rešitev, ki bi bila res optimalna za to, tako da postavimo niz omar za okroglino in na ta način spustimo omare do ravno pravšnje višine z integracijo stekla in nosilcev v spuščeni strop, da temu prostoru dodamo vrednost, da ima eno naravno svetlobo, katere v nasprotnem primeru ne bi bilo. In tako je izrastla sredi hodnika nova sobanica. Čeprav sta lastnika stanovanje kupila kot delno opremljeno, je bilo do današnje podobe potrebnih kar nekaj sprememb. Pa vendar so vse, kar je bilo dobro in kakovostno, obdržali ali nadgradili. Niz omar v hodniku je bil zelo spretno umeščen v prostor, enako skrita vrata oziroma prehodi. Tudi kuhinja je bila nova, potrebnih je bilo le nekaj lepotnih dodatkov, da je zasijala v svoji najboljši luči. V stanovanju je bil tudi lep lestenec, ki je svoje novo mesto dobil v novi kopalnici. Prav tako so želeli ohraniti čudovit originalni parket, za katerega so restavratorji ugotovili, da je vendarle preveč črviv, tako da so ga na koncu zamenjali z repliko, ki je bila narejena po vzorcu starega parketa. Torej, stanovanje pa ima zelo pravokoten, torej podolgovat, nekakšen ozek tloris. Kako ste van vnesli potem to zračnost oziroma krožnost? Ja, stanovanje je zelo, bom rekla, podolgovat oziroma kot nek vagon. In tako so v sosledju si sledile prej sobe. Bile so 3 spalnice. Žal mu v sredini ni imela, bom rekla, okna, zračnosti, ta pretočnost ni bila in stranka je želela, da naredimo 2 spalnici z kombinirano oziroma z veliko garderobno sobo in pa pretokom, da lahko iz ene in iz druge spalnice bom rekla, dostopaš v garderobo. To nam je tudi zelo lepo uspelo. Torej, pri ustvarjanju te krožnosti v stanovanju ste si pomagali tudi z okroglimi oblikami, recimo lestenci, pohištvo, tudi ta 2 čudovita sedežna fotelja, ne? Ja, res je. Tudi celotna sedežna garnitura in pa fotelja sta naše znane slovenske oblikovalke Nike Zupanc in menim, da je tudi poseben pečat dalo tej sobani. Okrogline, ki so tudi sicer prisotne po celem interjerju, se pojavijo tudi pri zaključku kuhinje, pri mizi za 2, ki jo lastnika veliko uporabljata. Ta element je še dodatno osvetljen, da se poudarijo police, na katerih so shranjeni lastnikom ljubi predmeti. Noga, ki nosi polotok oziroma mizo, je izrezljana iz masivnega hrasta in simbolično asociira na stabilnost oziroma prizemljenost. V stanovanju prevladuje nežna barvna paleta, kot sta bež in nežno-rožnati odtenek, ki so ga narekovale že obstoječe vgradne omare v hodniku. Na to osnovo je arhitektka dodala še drzno močnejšo zeleno barvo sedežne garniture, ki se lepo poda z barvo ameriškega oreha v parketu.
Torej, če greva še korak naprej, vi pri vaših prenovah zelo radi posegate po tapetah, ne? In v tem primeru ni bilo nič drugače. Vedno iščemo, bom rekla, neko dodano noto, eno novo inspiracijo, idejo in tokrat so nam tudi te tapete dale eno vodilo, kot vidimo, so čudoviti lestenci, tudi v meščansko stanovanje zelo lepo se poda, glede na to, da prej, naprimer, sama napa ni imela funkcije, smo našli izvirno idejo, da smo to implementirali na perforacijo in skozi te perforacijo luknjice dobili ambientalno razsvetljavo, hkrati pa prekrili inštalacije te nape, da smo omogočili funkcijo te nape, ki žal jo prej ni imela. Pri prenovah starih meščanskih stanovanj, ki so običajno v središču mesta oziroma na območju, kjer je promet prepovedan, sta najpomembnejši organizacija dela in logistika. Zaradi omejenega dostopa se marsikaj ne zgodi po načrtu, tako da je potrebno tudi veliko potrpežljivosti in te, kot pove arhitektka, je bilo v tem primeru zares veliko. Druga težava so bile neravne stene in stropi ter neskladja z višinami tlakov, ki jih je bilo treba uskladiti. Torej, glede na fotografije, če sem si prav zapomnila, je točno na tem mestu prej stala kad. Ja, zdaj pa povodni mož. Aha, torej nadaljujemo s to vodno tematiko. Ja, ker ostal bo tukaj, na istem mestu. Torej, Petra, zdaj pa ugibava, za katerimi vrati se skriva skrivni prehod. Imam prav? Ja, zdaj se pa nahajamo. Skozi tale vrata pogledamo v majhno kopalnico in sicer tukaj je kopalnica s tušo. V naslednji kopalnici imamo to našo znamenito kad in lestenec, katerega smo uporabljali. Ta je bil prej v dnevni sobi. Za temi vrati pa se skriva WC. In seveda smo tudi ta kotiček pod stopnicami lepo zamaskirali in uporabili razsvetljavo, ki je spominja na baklo. No, tu smo umestili naprimer to čudovito tapeto z temi lestencami, katere smo tudi ponovili nad, bom rekla, napo v tem perforaciji z ambientalno razsvetljavo. Tako smo skrili celotne inštalacije, da smo omogočili funkcijo tej napi skozi zgornjo škatlo, ker vidimo, ker za tem je edini dovod bil za odvodnavanje zraka. Naprimer, pomembno vlogo igrajo to, kar smo rekli, forme, ki jih vidimo v, bom rekla, po celotnem stanovanju, te okrogline in tudi skozi ambientalno razsvetljavo in iz strani in iz fronte, da vidimo to, bom rekla, plastenje, sigurno da en ekstra pečat temu polotoku v kuhinji, kjer se tudi lastniki največ zadržujejo, kadar so sami. Kad, ki je nekoč postavljala meje, je danes del zgodbe, ki povezuje preteklost s sedanjostjo. Prostor, v katerem se ljubezen, strast in prenova prepletajo v eno. To stanovanje ni le fizičen prostor, ampak pravzaprav prostor zgodb, čustev in spominov, ki bodo živeli še dolgo potem, ko se bodo vrata zaprla. In kot vedno, ko gre za ljubezen in strast, ni nič nemogoče. Zgodba o lastnikovi neizmerni ljubezni do žene in njegovem nenavadnem darilu, ki je zaznamovalo arhitekturo tega prostora, se je prenesla skozi vsak detajl prenove. In tako je stanovanje, ki je sprva nosilo senco preteklosti, postalo popolnoma nov, svež dom. Z rešitvami, ki so spoštovale tako zgodovino kot sodoben življenjski slog, so ustvarili prostor, ki je funkcionalen in estetski, obenem pa nosi v sebi zgodbo, ki bo še dolgo odmevala med starimi zidovi.